Dober dan, od srede do srede. Začenjamo s prvo tiskovno konferenco predsednika Republike Boruta Pahorja, ki je pozval vse družbene činitelje, naj spoštujejo inštitucije pravne države. To je izrekel v kontekstu ostrih napadov pa svinjan po Komisiji za preprečevanje korupcije, če sem jaz prav razumel predsednika Republike. Se ti zdi na mestu poziv predsednika Republike? Pozno, ampak še zmeraj... Pozno in srca. Iz srca, ja, popolnoma pravilno dejanje, seveda. Tvoje vprašanje se mi zdi na mestu, ali mu verjamem. To je... Ja, mu. Ja. Predsedniku Republike verjameš? Zdaj mi je žal, da sem te vprašal. Recimo takole, ne glede na to, kaj si mislim o Borutu Pahorju, je predsednik države, povedal je pravilno stvar. Se mi zdi, da je to pravilno stališče in mislim, da je to stališče treba spoštovati in mislim, da ga tudi ni težko spoštovati, ker je pravilno. Ja, je pa zanimivo, meni se zdi zanimivo, kako je potem predsednik vlade reagiral na to stališče predsednika Republike. Predsednik vlade pride iz daljnega Čila in ko ga doleti poslansko vprašanje, kako namerava zagotoviti verodostojnost vlade, ker je Komisija za preprečevanje korupcije sprejela oceno, ki je predsedniku vlade izrazito nenaklonjena. Ali predsednik vlade reče, kako bi pa vi, kaj bi si pa vi mislili o kredibilnosti neke komisije, ki bi jo mi ustanovili, pa bi bil noter en nekdanji novinar Dupleških novic, pa nekdanji državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve, pa žena propadlega mariborskega tajkuna. To je sporočilo, ki po mojem ni bilo namenjeno samo Komisiji za preprečevanje korupcije pa vladi, ampak je bilo to tudi sporočilo predsedniku Republike, ki si je drznil pozvati vse, se pravi tudi predsednika vlade, k temu, da ne spoštujejo inštitucije pravne države. Duplek. Raven politične kulture drsi iz dneva v dan, iz tedna v teden, neverjetno nizko smo že prišli. In to, kar si pač Janša prvošči, je... To je Kitzbühel, mislim, to je neverjetno. Slalom, smuk. To je res neverjetno in tudi odkot ta samoumevnost, da si ta človek lahko prvošči glih karkoli si zamislil. To je dobesedno neverjetno. Kaj pa bomo spoštovali državi, če institucije države ne bomo spoštovali? Kaj pa sploh še ostane? Ker če ne spoštuješ institucije države, seveda potem ne moš tudi niti institucije predsednika vlade spoštovati. Ja. Meni je tako, mi je zanimivo, kako je predsednik vlade to svojo analizo naredil, pa je rekel, ok, tale je pa nekdanji sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve, tale je pa žena od enega. Zakaj ni obrnil? Tajkuna, nekaj tazga. Ja, ampak zakaj ni obrnil? Pa bi rekel, tale je pa mož od moje odvetnice, ta je diplomiral na isti fakulteti kot jaz, verjetno mislil na Roka Praprotnika. Zadnjič je za drugo podpredsednico oziroma za podpredsednico Komisije za preprečevanje korupcije še povedal, da o njej ne ve dovolj in da zaradi tega nje ne namerava komentirati. V vmesnem času je pa zgleda se potrudil in pridobil nekaj podatkov, s katerimi potem frca v glavo ne podpredsednico komisije, ampak inštitucijo kot tako. Dobro, ali to je zdaj logika, ki se znašla... Ki nama ni lastna. Ja, upajva, da ni. To je logika, ki se izteka. Logika, ki se je znašla na koncu nekega oklepaja. Ni niti v polju politične kulture, niti zrele demokracije, niti ničesar. In ne vem, koliko se je s to logiko še vredno ukvarjati, razen seveda pod vidikom aktualnih dogajanj, in se mi zdi, da bi se bilo zelo dobro fokusirati na 8. februar, ko je najavljena
tretja, mislim, da vse slovensko ostaja. Ampak najavljeno je tudi zborovanje Zbora za republiko. Vse to, ne, zdi se mi, ne, da zdaj v luči te politične nekulture ali pa načina funkcioniranja politične kulture treba postaviti vse možne klicaje na to srečanje ali pa, če hočeš, soočenje v pravem pomenu besede. To se pravi za tiste, ki v bistvu po nekih socioloških pravilih demonstrirajo proti nečemu, in to ne samo proti vladi, ampak proti celotni politični kliki, eliti, potem proti neoliberalizmu, skratka proti centrom moči in tistim, ki so državo uspeli zapraviti, kljub temu, da so bili izvoljeni za to, da jo ne. In pa seveda podporniki vlade, ne? Podporniki vlade v pač grupaciji Zbora za republiko. In jaz osebno, po vsem tem, kar do zdaj vem, po vsem tem, kar sem do zdaj videl in prebral, se mi zdi, da je to dizajn preračunanega konflikta, ki dejansko do njega utegne priti. Zdaj tako, jaz mislim, da v najboljšem primeru bo učinek tega 8. februarja statistični. Ne? Se pravi, bomo imeli zanimivo statistično polemiko, koliko ljudi je prišlo ob 11, pa koliko ljudi je prišlo ob 3, pa koliko avtobusov je prišlo ob 11, pa koliko avtobusov ob 3. In če bo ostal pri statistični razpravi, bom jaz zelo zadovoljen. To je v okvirih demokracije, ampak če bo prišlo pa do pretepov, če bo prišlo do obračunavanja in se bo potem, zdaj, če prav razumem, je bila v bistvu ta široka tretja ostaja najavljena za dosti zgodaj in prej in prva kot dogodek, ne? Ja, ni pa bila prijavljena kot formalno pravni... Ampak vedel se je že dolgo časa, da bo na ta datum, ne? In če je Zbor za republiko v bistvu postavil zdaj svoje pozicije kot izzivalec, ne? Potem bo on odgovoren za konflikte, če do njih bo prišlo, in jaz osebno mislim, da je zelo visoka in velika nevarnost, in mislim, da ta logika tudi je zelo blizu, recimo temu, retoriki politične nekulture, kakršni smo ji priča, skratka izzivanju strasti, podpihovanju strasti. Ne? Mislim, da je to pač ena zelo velika nevarnost. Mislim, da tudi uspet ne more v končni posledici, ampak lahko pa prvič naredi recimo vtis dost nizke, kako ne rečem, slovenske družbene podobe in nekaj zelo neprijetnih zapetljajev pravzaprav, ne? Ki ne razpletajmo preveč, ampak to so lahko tudi nevarne stvari. Ne, mislim, mene zadeva ta dogodek skrbi zaradi neke tradicije, ki se pa recimo v sosednji Italiji odvija, ne? Da ko levica skliče zborovanje, potem ali na sosednjem trgu ali pa nekaj ur pozneje zborovanje skličejo tudi postfašisti, ne? Ali pa zborovanja levičarjev v Berlinu so dosti pogosto pospremljena z zborovanjem neonacistov v istem kraju, ne? In to časovno potem sovpade, ne? In predpostavlja to vedno izjemno visoko varnostno tveganje. Tisto, kar je pa seveda najbolj zoprn, je pa, da namesto, da bi kultivirali javni dialog, lahko ob takih dogodkih pride do fizičnih pretepanj, prerivanj, do nasilja in do stvari, ki pa nikakor, nikdar, nikjer niso družbeno produktivne. Ne, in to je izrazito nevarno, to je treba povedati tudi iz drugih razlogov. Mi imamo premierja, ki ima tradicionalno, kateremu so tradicionalno blizu, recimo temu, konfliktna razmerja v ali v bližini vojske, v ali v bližini policije, v ali v bližini Sove oziroma Udbe. To so neka naravna močvirja, v katerih se dogaja pač njegova politika in v kateri se recimo temu močviri in artikulira politična kultura. To me izrazito moti. Bom poskušal obrniti to logiko njemu v prid v nekem primeru. Ne? Namreč
gre za logiko provokatorjev, gre za logiko prisluškovalcev, podtikovalcev, govoric in podobnih stvari. Vsi smo v teh mesecih dobili prijazna prišepetovanja, kako ima premier Janša hude družinske probleme v zvezi z njegovim sinom, v zvezi z zdravjem njegovega sina, žene in tako naprej. V teh dneh so prišle fotografije, na katerih je popolnoma jasno tako razvidno, da je njegov sin nima Downovega sindroma, da lepo zgleda, da je nasmejan, da zgleda krasen fantek in se tega veselimo. In se tega veselimo. Ja. In hočem to povedati, da to pravi, nekdo je to zlonamerno podpihoval, nekdo je zlonamerno lagal in mislil, da bo s tem koristil ne vem komu ali čemu. Ja, treba povedati, Levica ima tudi ta močvirja. No, in to je tisto, kar je treba zelo jasno zavrniti. Močvirje je treba zavrniti, to ni politična kultura. Ja. In če se bodo ti ljudje iz teh močvirij, ki so na koncu koncev istega porekla, istega refleksa vzgojnega in pa političnega refleksa iz nekih udbovskih časov. Če se imajo ti kaj za zmeniti, potem naj grejo pač na Poček, naj grejo ali pa včasih, ko sem bil jaz v vojski, smo šli na Krivolak, na manevre, pa ne si tam pobijal. Krivolak si hodil? V Krivolaku sem bil v Makedoniji. Ti si tja hodil? Ja, tam sem bil v vojski, nisem bil izbire. V Prilepu. Jaz sem bil del. Ok, v Bitoli. To je del, ne? Ja, to je del, nekaj kilometrov. Ja. No, ampak se spomniš Krivolaka, to je tam, so rekli, brisan prostor, naj grejo udbovci tja in se stepejo. Ja. Ampak ni slovensko družbo pustijo v primeru. Prav Krivolak si hodil. Krivolak, ja. Krivolak. Poslušalke in gledalke mlajše generacije težko predstavljajo, da se nek kraj imenuje Krivolak. Ja, tam smo se vkopali v zemljo, v mivko, to je bila taka mivka, smo se vkopali 1,5 metra, 1,80 od tla, 6 metrov v dolžino, pa 2 metra v širino. Ja, preden midva začneva na dolgo in široko, bo enkrat drugič bo o tem, kako je bilo. No, ampak skratka, hočem to povedati, da ta primer diskreditacije Janševega sina, kaže na popolno nesprejemljivost nekaterih metod in če ta nesprejemljivost, da jo lahko javno prepoznamo in stopimo v bran očetu tega otroka, to je Janezu Janši, potem ti isti kriteriji veljajo tudi zanj, ko on počne take stvari drugim. In on jih tudi počne take stvari drugim. In to je vse nesprejemljivo in zato je 8. februar, kulturni praznik, mogoče res iz večjih razlogov pač dober datum za nekaj povedati, če za nič drugega, zato da se spregovori v politični kulturi. Ja, videla, bo to dan praznovanja ali dan pogreba politične kulture. To bomo pa videli, ja. Veliki pesnik je na ta dan preminil. Ja, že. Naslednjo sredo, ponovno 8. februarju.